bratom moramo biti eno, ne v mislih, temveč v dejanju, ne v prihodnosti, temveč v sedanjosti. Biti moramo eno, to pomeni čutiti v sebi tisto, kar čutijo bratje. Reševati moramo njihove težave, kakor da bi bile naše, ker so postale naše po ljubezni. Biti oni sami in to iz ljubezni, do Jezusa v bratu. Tako je zapisala Kjara Lubik. Dragi obiskovalci in drage obiskovalke, dober večer. Dobrodošli in veseli smo, da smo se zbrali ta večer in smo skupaj ena velika družina s tistimi, ki jim je vremenska ujma vzela veliko, nekaterim celo vse. Prav lepo pozdravljam posebne goste ta večer. Med nami so predsednik Župnijske Karitas Borovnica, gospod župnik Janez Šiler. Generalni tajnik Slovenske Karitas, gospod Peter Tomažič. Župan občine Borovnica, gospod Peter Črniloga. Letošnje geslo Karitasa in tudi rdeča nit nocojšnjega koncerta je upanje za vse. Vsi zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni za pomoč prizadetim v poplavah. Pri izhodu na mizi, kjer so se zbirali prostovoljni prispevki, bodo ob zaključku na voljo tudi položnice s podatki Slovenske Karitas, namenjene za pomoč prizadetim v poplavah, če se boste odločili pomagati tudi v prihodnje. Pisana druščina nastopajočih danes obeta raznolik program. Tu z menoj na odru je že moški pevski zbor Štingelc. Ta zbor povezujemo z ustanovitvijo Župnijske Karitas Borovnica leta 1991, saj so se takrat nekateri od današnjih pevcev prvič zbrali, da so nastopili na otvoritveni slovesnosti. Za njimi je torej že kar veliko let prepevanja, o čemer priča tudi v srebro v njihovih laseh, a volje do petja in druženja jim ne zmanjka. Zbor že drugo sezono vodi zborovodkinja Tanja Benedik, ki je danes odsotna zaradi zdravstvenih težav, nadomestil pa jo bo korepetitor Rudi Cerk. Pa jim prisluhnimo. Glade
Takole so nas v večer sobote popeljali Štingeljci, zdaj pa na oder vabim predsednika Župnijske Karitas Borovnica, gospoda župnika Janeza Šilerja, in ga prosim za nekaj besed. Vsem skupaj in res lep večer želim. Sem mislil, da bom začel s pozdravi, pa me je gospa Slavi prehitela, tako da jih ne bom ponavljal, pač pa povem par zahval. Najprej hvala naši Župnijski Karitas, ki je pripravila ta večer in pripravila mnogo stvari celo leto. Posebej se lepo zahvalim naši voditeljici, Damjani, lepo pozdravljam. Je spiritus agens, duh spodbujevalec za vso našo karitativno dejavnost v župniji in s svojimi sodelavkami, ki jih tudi prav lepo pozdravljam in posebej lepo zahvalim, pripravila tudi današnji večer. Potem gre lepa zahvala vsem nastopajočim, ki bodo svojo pesmijo in svojimi nastopi popestrili ta večer in bodo s tem tudi prispevali k dobrodelnosti tega večera. In potem se lepo zahvalim vsem vam, ki ste prišli na to srečanje in ste oddali svoj dar za našo Karitas, ki bo potem izročila naprej za poplavljence. Stiske so velike, kot beremo in slišimo, Slovenska Karitas res pomaga na vse načine z mnogimi prispevki. In en kamenček, v tem mozaiku bo tudi vaš dar. Jezus je na nekem mestu rekel, da vsakdor ponudi čašo hladne vode nekomu, ki je potreben, ne bo izgubil svojega plačila. S tem plačilom je pa mal problem, kajti morda nam kdaj kdo očita, da delamo zato, da bi prišli v nebesa, zato, da bomo poplačani. Pa ni tako. Ampak dobrota, tista prava, stori, da pridemo v nebesa. Pravi, da je to Božje plačilo pravzaprav posledica, ne cilj. Ko učim naše otroke največjo zapoved, ki so jo poznali že ljudje v stari zavezi in je Jezus še posebej poudaril, to je ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo, vsem mišljenjem, svojega bližnjega pa kakor samega sebe, vedno malo prišepnem otrokom, dajte tam prej v eno oklepaj besedico tudi, pa se stvar nekoliko spremeni. Ljubi svojega bližnjega, kakor tudi oklepajo samega sebe. Ker vsaka dobrota, vsako dobro delo, vsaka požrtvovalnost, vsaka žrtev stori, da se v srce naseli en lep mir, ena lepa gotovost, eno lepo spoznanje, da ne živi samo za sebe, ampak tudi za drugega. In glej, tukaj je dejansko že tisto plačilo, ki ga Jezus obljublja. Sem prepričan, da ste danes v tisto našo škatlo, če smem tako reči, dali veliko čaš hladne vode, ki bodo prišle komu prav v njegovi stiski. Sem res lepo zahvalim in vam želim lep večer. Hvala lepa za spodbudne besede. Zdaj pa na oder vabim žlahtne babe. Žlahtne babe so se odločile, da se publiki s tem imenom predstavijo v poletju leta 2020. Že prej so medsebojno sodelovale v različnih sestavih in tako se je pričela graditi barvita glasbena zgodba. Želele so edinstveno podobo in svojstven pristop,
Zato so pričele s snemanjem pesmi v različnih slovenskih krajih, ki jih nato objavijo na spletu. Petra Trobec je instrumentalistka in pevka, vodja skupine ter ustvarja glasbene in vokalne priredbe za skladbe. Kot umetniški vodja zavzeto usmerja tudi delo dveh pevskih skupin, in sicer dobro uveljavljene skupine Katice in skupine Kvali ali Kvali. Sodeluje z različnimi glasbeniki, tudi kot studijska izvajalka, in je članica skupine Manuš. Petrino igranje in petje je kot iskreno povabilo k sodelovanju, ki se mu težko upreš. Zato je Janja Pergar, njena nečakinja, z veseljem prijela za kitaro in skupaj z Jasno Klinc sta pridali še svoja ubrana glasova. Tako je v hiši, kjer skupaj živijo, včasih prava veselica. Prepoznavne so po raznovrstnosti v kostumografiji, po kvalitetnem večglasnem petju in zanimivih interpretacijah. Lahko so pristno ljudske, izvajajo zimzelene zabavne pesmi, izbrane pesmi narodno-zabavne tradicije, v programu pa se znajde tudi kakšna rockerska in tuja melodija. Predstavljajo pester program, ki naredi prostor za žlahtno v človeku ali pa čisto pravo zabavo, da lahko vsi skupaj zapojemo in zaplešemo. Prisluhnimo, kaj od vsega tega so nam pripravile za ta večer. Be
lepa žlahtnim babam. Misel, ki jo je zapisal Viktor Frankl, pa pravi: če vedno znova delaš dobro, končno postaneš tudi dober. In s temi besedami vabim na oder naslednjega govornika, generalnega tajnika Slovenske Karitas, gospoda Petra Tomažiča. Lep dober večer, dragi borovničani, ne vem, kako se reče. Ampak pri vas po temule nastopu žlahtnih deklet, bom rekel, je zelo prijetno in prepričan sem, da je tudi nasploh prijetno. Jaz bom več besed, pozdrave lahko spustim, pa zahvale tudi, ker so bile že narejene, ampak vseeno zahvala gospe Damjani in celi ekipi, ne samo za ta večer, ampak predvsem za to, kar delate med letom in že letom. Jaz bom več povedal o besedi upanje in pa upanje za vse. To je tudi geslo tedna Karitas v letošnjem letu. Že čez en mesec bo, dober mesec bo teden Karitas in klic dobrote. To je pa en majhen klic dobrote, manjši klic dobrote, pa vendar zelo iz srca. Tako bi rekli, da otroci upajo, da bojo čim prej zrasli, in da se jim vse uresniči, potem mladi upajo, da bodo dobili fejsfant ali pa dekle, pa malo starejši, da bodo imeli hišo, pa tako naprej, pa še starejši, da bodo lahko počeli tisto, kar niso mogli v življenju. To tako malo, bom rekel, zaheca, ampak življenje seveda je pa mečkrat težje. In v naše družine in v skupnosti prinaša tudi stiske in težave. Seveda lahko si predstavljamo mamo o bolnem otroku, lahko si predstavljamo družino, ki ne zvozi čez mesec, lahko si predstavljamo človeka, ki je zabredel v odvisnost ali pa kam drugam in se je pobral, pa vendar je izključen. Lahko si predstavljamo starejšega v zadnjih tednih življenja, ki je sam in tako naprej. In seveda vse te stvari so težke, ampak imamo upanje. In upanje je tisto, da smo sposobni pogledati naprej in videti nekaj lepega. Lahko je zelo majhna stvar, lahko, da bomo šli na vrt rožo trgati, lahko, da bomo koga poklicali. Vse to je upanje. Poplave so nas zelo prizadele v Sloveniji in marsikomu vsaj za trenutek vzele tudi upanje. Ampak ko so ljudje s tako solidarnostjo prišli, pomagali, pa tudi s finančnimi sredstvi in na vse možne načine, seveda je tudi to upanje pri mnogih ljudeh zraslo. Je pa res, seveda, da po 2 mesecih ljudje odidejo, stene odmevajo prazno marsikje, problemi ostajajo. Na Slovenski Karitas smo v tem času pomagali s finančnimi sredstvi, preko 4 milijone s temi darovi, ki smo jih zbrali, in pa še bomo v naslednjih 14 dneh praktično do 5,5 milijonov. Z državnimi sredstvi, tudi s 5 milijoni, s materialno pomočjo, s 400 sušilci, ki so še vedno na terenu, žal, še vedno morajo ljudje sušiti, in pa tudi z psihosocialno pomočjo. Tudi 12 strokovnjakov je na terenu, ker tudi pogovor prinaša eno veliko upanje in moč, da tudi sam lahko kaj narediš. Zdaj, stiske so od hiše do hiše različne, od območja do območja. Verjetno ste veliko slišali na televiziji, veliko si lahko tudi sami predstavljate, ker ste tudi sami bili poplavljeni, verjetno v manjši meri. Ampak na Koroškem je ogromno upokojencev, v nekaterih krajih celo do polovice. Lahko si predstavljamo, da z nizkimi pokojninami ne bodo zmogli tega sami rešiti. Na Savinjskem je že tako slaba socialna slika in pa tukaj v osrednji Sloveniji pa ima veliko ljudi dolgove za svoje hiše. Tako da vsaka zgodba, vsako življenje, vsaka družina, ki je bila poplavljena, ima seveda stisko in pri tej stiski pomagamo. In kaj je tisto največje upanje, ki ga tudi lahko mi prinesemo? To, da smo skupaj, da smo z njimi. Tako da oni čutijo, da smo z njimi. In tako, kot je Damjana tukaj, je v vsakem kraju tudi ena Damjana in ena župnijska Karitas. In veseli smo in upamo,
upamo, da ljudje čutijo, da je župnijska Karitas z njimi in da smo tudi mi, cela Slovenija z njimi. Tako da hvala vam za ta večer, hvala vam za vso solidarnost in res ne smemo pozabiti na te ljudi, marsikateri bodo stisko doživljali ne samo eno leto, ampak tudi več let. Tako da hvala. Hvala lepa za vse povedano, gospodu Petru Tomažiču, in veseli, da smo lahko tudi mi, prinašalci upanja, zdaj na oder vabimo Horjulski kvintet. To je, kot vidite, mlada zasedba, skupaj vadijo in ustvarjajo dobro leto. Začeli pa so z željo, da bi razveseljevali ljudi in to delali z glasbo, ki razveseljuje in napolnjuje tudi njih, ter jih spremlja že od otroštva. Kdo so tile nastopajoči? Naj jih predstavim. Manca Stanonik, nadomestna pevka, vokal. Job Jerala, vokal. Miha Trček, harmonika. Gašper Čepon, kontrabas, bariton, Nejc Velkavrh, kitara, Anže Trček, trobenta in Nejc Kunej, klarinet. Vaje imajo v prosvetnem domu v Horjulu in z veseljem jim bomo zdaj prisluhnili. Izvolite.
vasi, ena hišica stoji. Prav do hišice lepa bela pot pelja, a v hiši debela žena je doma. Že zgoraj sam dobi, da in kaj je ime. Še kateri med vami je še videl ni, naj rozvino kržinu pohiti. Stara Donava daje, vsako rad gostilno gre. Da te prideš že tika na samo šviti, pa je ura po dnevi ali pa jutro tri. Ti postreže, ko želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vica ali pa vodnjaka, včasih tudi mar vode zravno da. Drobljak sred vasi, ena hišica stoji. Prav do hišice lepa bela pot pelja, a v hiši debela ženka je doma. Že zgoraj vsak dobi, da je Tinka je ime. Še kateri med vami je še videl ni, naj rozvilno kržinu pohiti. Stara Donava daje, vsako rad gostilno gre. Rada prideš že Tinka na samo šviti, pa je ura po dnevi ali pa jutro tri. Ti postreže, ko želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vica ali pa vodnjaka, včasih tudi mar vode zravno da. Toliko so nam imeli za zaigrati nocoj. Horjulski kvintet, zagotovo je pred njimi še lepa prihodnost, se strinjate. Hvala lepa. Zdaj pa z naslednjo mislijo vabim na oder tudi naslednjega govornika. Misel pravi, vrednosti ne ohrani tisto, kar obdržimo, pač pa vrednost dobi tisto, kar darujemo. Na oder vabim naslednjega govornika, župana občine Borovnica, gospoda Petra Črnilogarja. Dober večer, tudi z moje strani. Ja, takole, bolj ko gre proti koncu, manj prostora ostaja za kaj pametnega povedati. Jaz se pridružujem, mislim, gospoda Šilerja in gospoda Tomažiča. Z vami bi pa rad delil moje razmišljanje o poplavah in Borovnici. Namreč, ko so bile te obilne padavine v delu Slovenije, Borovnica kot taka je tudi poplavno območje, kot verjetno veste. Mi smo pač v območju teh poplavnih hudournikov. Marsikdo je že doživel poplav, če ne drugače vsaj v kleti. No in potem, ko sem se pogovarjal s projektantom, ki projektira te naše protipoplavne ukrepe, če bi pač bili deležni takih padavin, kakršne so bile v Poljanski dolini ali pa v Mežiški dolini, bi dobršen del Borovnice bil pod vodo. Ampak dajmo to na stran, mi smo imeli srečo. Dejansko je bila sreča tista, ki nas je rešila. In za to srečo smo lahko hvaležni. In jaz verjamem, da je to srečo potrebno deliti tudi naprej in zato smo danes večer tukaj. Tako da jaz se vam zahvaljujem, da ste prišli, da darujete, da pomagate drugim. Obenem pa kljub temu, da zahvale so že bile izrečene, se zahvaljujem borovniški
župnijski Karitas za vse to, kar počneva v našem kraju, da povezuje te niti, da pomaga ljudem ne samo z stvarmi, ampak tudi s sočutjem in razumevanjem. Tako, najlepša hvala, da ste tukaj in vsem skupaj želim še naprej lep večer. Hvala lepa za spodbudne besede gospodu županu Petru Črnilogarju. Na oder pa zdaj vabim plesno skupino Žurerke. Kar izvolite, si vas bomo ogledali. Aha, scenarij je drugačen, bodo tam poslušali, kaj imamo povedati o njih. Torej, kako pomembno je gibanje za vse ljudi v vseh obdobjih življenja, je znano. Gibanje pa je še posebno potrebno pri populaciji v zlati dobi našega življenja. Na oder bodo torej prišle plesalke, ki želijo biti in ostati vitalne, hoditi v plesnem koraku skozi življenje. V svoji predstavitvi so zapisale takole. Združilo nas je gibanje v ritmih glasbe in dragoceno druženje. Upamo si trditi, da je zagotovo odhod v dom premaknjen za več let naprej. Želimo pokazati, da je ples aktivnost, ki ne pozna starosti. Zavedamo se, da nas je nesmiselno primerjati z mlajšimi plesalkami, pomembno pa je gibanje in veselje do življenja. Ples poznajo vse skupine ljudi, vse rase. Že v pradavnini so bili plesni rituali, ki so se jih udeleževali vsi. Že majhen otrok, ki še ne zna hoditi, zna zaznati vibracijo plesa in to pokaže svojim telesom. Ples je za starejše zelo pomemben, kajti poveže intenzivno delovanje večjega števila organov v telesu. Glasba sprošča napetosti v telesu, po žilah hitreje teče kri, v srcu se pojavi radost, koreografija pa zahteva od možganov tudi miselni proces. Ob plesu se sprošča hormon sreče in še mnogo drugih stvari. Zaradi plesa se pražnje oblečemo, združimo se v skupino in pozabimo na vse probleme in se predajemo ritmu glasbe. Ja, življenje je lahko zelo lepo. In zdaj Žurerke s točko na Golici, in sicer glasbena spremljava bo v izvedbi komornega zbora Perpetuum Jazzile.
No, takole to naredijo plesalke, plesne skupine Žurerke. Drage gospe, če je katero med vami so zasrbele pete, povprašajte, če iščejo še nove članice. Mi pa nadaljujemo naš program še z eno navihano druščino, ta prihaja s samega severa Notranjske in je vez dveh kraških polj, Žirovskega in Logaškega, katere ločijo le rovte. Tako kot je divja in zelena in pristna narava v teh krajih, prav takšni so tudi člani te vesele druščine, ravno tako pa se to odseva v njihovi muziki. Zdaj je že čas, da jih povabim na oder. Lukavi Luka in Šmentane muhe. Lukavi Luka in Šmentane muhe so mladi ljudski godci, katerih korenine in veje so spletene in prepletene iz raznih koncev kranjske dežele, so zapisali. Tvorijo grmovje, katero šelesti v vetru, ki ga na prepihu nikdar ne zmanjka. Iz starih pesmi pripovedujejo zgodbe o časih, ki so bili, pa vendarle niso nikamor odšli in iz katerih se vedno lahko kaj koristnega tudi za danes nauči. Pa jim prisluhnimo. No, najprej o enem spornem jabolku. Ali jabolko spora. Zdaj pa ena stara pesem o tem, kako je prišlo do jabolka spora.
Bog pa je ustvaril Adama in ga postavil za gospodarja. Tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, in ga postavil za gospodarja. Bog pa je dal, da je Adam zaspal, v tistemu času moj reber je mal. Tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, v tistemu času moj reber je mal. Ko se Adam prebudil, se mu nasproti ena ženka smeji. Tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, Se mu nasproti ena ženka smeji. Eva ga vpraša, kam bova šla, za roko jo prime, jo v vrtec pelja. tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, za roko jo prime, jo v vrtec pelja. Ko sta sredi vrta prišla, kača peklenska na jabolk je šla. Tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, Kača peklenska na jabolk je šla. Kača pa spregovori, obrne se k Ili in ji govori. tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, Obrne se k Ili in ji govori. Ivica draga jabolka, glej, enega utrgaj si in ga pojej. tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, Enega utrgaj si in ga pojej. Eva ga utrga, Adamu da, in sta ga jedla, grešila oba. tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, In sta ga jedla, grešila oba. Pride angel iz neba in ju iz raja potera oba. Tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la, In ju iz raja potera oba. Tra-la-la, tra-la-la, ti-la-la-la-la. in ju z gorjačo potera oba. No, potem, ko smo bili pa zraje sklanili, potem govori pa naslednja pesem. Ja sem pozabil. Ja se pa spomnim. Na planincah lušno biti, gori dosti mleka piti. Pastic pa prav, Juhej, juhej, na planincah
pogled. Prišli štirje mesarji, komaj so suho muho zaklali, komaj so suho muho zaklali. Prišli štirje debeli, komaj so suho muho pojeli, komaj so suho muho pojeli. No, se kdo ne strinja s tem, da smo ta večer tukaj res ena pisana druščina in lepo je tako. Zdaj na oder vabim vokalno skupino Virilis. Člani vokalnega ansambla Virilis skupaj prepevajo že nekaj časa. Skupina pa je rezultat ideje o ustanovitvi nove, zrelejše in aktivnejše zasedbe. Pri izbiri imena so imeli člani nekaj težav, na koncu pa so se poenotili z latinskim izrazom, kar pomeni moškost oziroma možatost, torej Virilis. Se bi s temi besedami poosebili tudi njihovo petje. Osnovo njihovega repertoarja predstavljajo slovenske ljudske in umetne pesmi, sicer pa se ansambel posveča tudi preostali svetovni vokalni glasbi. Člani zasedbe so Nino Koritnik, Tomaž Švigelj, Peter Grdadolnik, Jan Jerman, Blaž Stajnko in Janez Suhadolnik. Mevani
facem je mas. Je hitro unkej špas, je hitro unkej špas, je hitro unkej špas. Sam Riebenschan Urban, po celem svetu znan, je zbrichtne som hlavi, a žlice vám novi. Jaz hvalet se ne smejem, le tylko vam povajem, da take robe nalijete me drgej. Ne bo pa naš Urban, pa nas poznal, me tu naj zdaj povej, da zdaj pa jo je. Jaz delam žlice vsake sorte, kar se hiranku zmiselt morte. Ribežne in škatelce, pa tudi kuhavence. Jaz delam škafe in rešjeta. Ajte, prijente, vsa žijenta. Jaz mojster samo želic, mojster je očlic, čabruka, blic, mojster je očlic, čabruka, blic.
Ostajamo pri zborovskem petju, na oder pa zdaj vabim. Mislim, da najmlajšo pevsko skupino ta večer na dobrodelnem koncertu, Mladinski pevski zbor osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica. Mladinski pevski zbor osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica šteje 13 članov, 2 fanta in 11 deklet. Njihova zborovodkinja je učiteljica Alja Repnik. Pod njenim vodstvom so v lanskem šolskem letu nastopili že na božičnem koncertu, na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, na občinski reviji borovniških pevskih zborov in na zaključni šolski prireditvi. Pridno vadijo tako enoglasne kot tudi večglasne slovenske in tuje pesmi. Danes se nam bodo predstavili z naslednjimi. Lepredi, dekle, predi, skladatelja Gustava Ipavca, avtorja besedila Antona Martina Slomška, I Have a Dream, skladatelja in avtorja besedila Benny Anderson in Björn Uvels, ter kot tretja Dan ljubezni, skladatelja Tadeja Hrušovarja in avtorja besedila Dušana Velkaverha. Izvolite. I have a dream.
sanja svet. Nič v tem svetu pa se ne zgodi, če ne naredimo prvega koraka. Prvi korak je pomemben zato, da se premaknemo. Vedno je potrebno narediti prvi korak tudi zato, da v sebi kaj premaknemo. Težko koga drugega premaknemo. Vendarle pa je veliko korakov potrebnih tudi pri plesu. In na oder bodo spet prišle članice plesne skupine Žurerke, tokrat nam bodo odplesale skupinski ples Sirtaki. V predstavitvi tega plesa so zapisale tako. Sirtaki je ples, ki je nastal za potrebe filma Grk Zorba. Pozneje se je Grkom tako zelo priljubil, da je ponarodel in je danes njihov narodni ples. Preselimo se zdaj na grški otok Kreto. Tam se sramežljivi in zadržani pisatelj grških korenin, vzgojen v Angliji, spoprijatelji z Zorbo, glasnim, razposajenim in radoživim vaščanom, ki je njegovo pravo nasprotje. Ko začne Zorba delati v zapuščenem rudniku lignita, je to pravi začetek šole za mladeniča, ki postopoma spremeni svojo vlogo pasivnega opazovalca sveta in se začne dejavno posvečati svojemu življenju. Ko je Grk Zorba izgubil vse, kar je imel, mu je ostalo golo življenje. Življenje pa je največja vrednota, saj lahko zaplešemo in se ne glede na vse veselimo življenja. Glavna junaka sta v filmu odplesala ples Sirtaki, no in ta ples bomo zdaj videli tudi mi, pa veliko veselja ob tem.
plesno spremljavo in takole spremljavo prihod-odhod si pa lahko privoščijo le plesalke. No, jaz zdaj na oder vabim še eno živahno, zagotovo poskočno skupino, ansambel Škof. Vidite, tudi ansambel Škof, torej skupino, sestavljajo mladi, prihajajo iz okolice Horjula in Dobrove. 7 članov je skupaj dobro leto, v tem času so zabeležili kar nekaj prijetnih skupnih dogodkov. Vse pa se je začelo v gostilni pri Škofu, pravijo, v Zaklancu, kamor še danes radi zahajajo. Od tam izhaja tudi njihovo ime, pravijo, ansambel Škof. Zelo radi imajo slovensko glasbo, hvaležni so, da lahko nastopajo in s tem razveseljujejo druge ljudi ter seveda tudi sebe. Nocoj in nam bodo zaigrali 3 skladbe, pravijo pa, da jih čaka pester konec leta, veliko nastopov, zabav in pa izdaja čisto prve skladbe. Več me zaenkrat ostane skrivnost. To, kar bomo slišali zdaj, nikakor ni skrivnost. So dobro znane skladbe, ki jim vsi radi prisluhnemo. Najprej bomo slišali 2, Zakladi Slovenije in Planica, planica. Ozri se naokoli, tu najlepše je, tu zakladi so Slovenije. Ljubim naše sončne hribe, ljubim tihe gozdni, ljubim žametne doline, ko prebredem radosti. Ljubim punce žoče lipe, ko pesem zaleti. Ljubim vonj moja višine, ko poletje dozori. Ozri se naokoli, tu najlepše je, tu zakladi so Slovenije. Deželi mali sočni, sreča naj svete, le nikoli ne pozabije. Ljudi prijazne, tu donese svoje dni, v srcih razigrane in odprtih gledali. Ljubim misel davnih vidov, sploh zato ima nas rad, ker slikujemo se srečo, vsako išče svoj zaklad. Ozri se naokoli, tu najlepše je, tu zakladi so Slovenije. Deželi mali sončni, sreča naj cvete, le nikoli ne pozabije. Deželi mali sončni, sreča naj cvete, le nikoli ne pozabije.
vami smo, kot ste že slišali, ansambel Škof. Veseli smo, da smo lahko tukaj, da smo se lahko odzvali povabilu na ta dobrodelni koncert. Vedno radi pomagamo. Za tiste, ki nas pa mogoče še ne poznate, prihajamo iz okolice Horjula pa Dobrove. En let približno smo smo pa nabrali že kar enih lepih dogodkov, veselico, tako da, kot je že omenila, nas čaka en pester konec leta. Zdaj bomo pa zaigrali še eno Avsenikovo Planica. Planica, planica, snežina kraljica. Planica, planica, snežina kraljica, le kdo te ne pozna, lepoto iz tega, zrnavci kotice, letijo po nebu, iskamo planice, dušilni svet neso. Pozdravlja strašnih junakom daljo, prijatelja strnih snežnih planjav, slava čast velja, v srce novcem njega sveza. Junaki planice, letijo potice, spet slava gre v svet, za dolgo vrsto dni. Planica, planica, še pridemo nazaj. Planica, planica, od puncev zimski raj. Pozdravlja strašnim junakom daljav, prijateljem strnih snežnih planjav, slava čast velja, vsem skakalcem tega sveta. Junaki planice, letijo potice, spet slava gre v svet, za dolgo vrsto dni. Planica, planica, še pridemo nazaj. Planica, planica, od puncev zimski raj. Ja, takole živahno potujemo v zaključek nocojšnjega dobrodelnega koncerta z ansamblom Škof. Upamo, da niso priklicali snežink, vsaj ne tu spodaj, če že tam zgoraj. No, mi pa ob zaključku še takole razmišljamo. Z glasbo smo ta večer potovali po svetu in domovini. Domovina in dom pa sta tisto, kar veliko premalo cenimo in se pomembnosti obojega zavemo šele takrat, ko ju izgubimo. Domovina smo mi vsi, ne glede na to, kaj se komu plete po glavi. V lastni domovini lahko brez strahu hodimo po cestah in ulicah. V lastni domovini poženemo korenine in postavimo svoj dom. Dom, v katerem rastemo, se razvijamo, ustvarjamo, bogatimo drug drugega. Nekaterim je narava ta dom odvzela. Mi smo nocoj prispevali le drobcen kamenček v mozaiku tistih, ki želijo pomagati. Veliko lažje je pomagati, kot biti potreben pomoči. Hvala vsem, ki ste se zbrali z željo pomagati, hvala vsem nastopajočim, hvala vsem vam v dvorani in bodimo dobri, drug do drugega in do sebe. Naj ob zaključku tega skupnega večera zazveni še želja in povabila. Ostanimo prijatelji, lahko noč!
čas beži naprej. Spet letom mi smo starejši kot prej. Malo daj, še skupaj sidemo. Smo se našli, daj se spet srečamo. Ostanimo prijatelji, naj bude svet kot tistih dni. Kot zbrani vsi prijatelji, smo do noči previdno. Ostanimo prijatelji, zdaj naj velja beseda ta. Pismi je družba nam živi, še dolge dni. Živo bom z ljubce